V tokratni Tehnokami so se odpravila na teren, to pa zato, ker bo preizkušala sistemske fotoaparate do nekje 500 evrov. Tako je, odločila sva se pogledati, kaj se dobi za tak denar, za tiste, ki hočejo namesto žepnika, ki ga že imajo, aparat, ki jim ponuja več fleksibilnosti, več fotografskih nastavitev in boljšo kvaliteto slike. In izmenljive objektive. Šla bova pa na sprehod po Ljubljani, zaradi tega, ker se nama zdi, da so kupci takih fotoaparatov praviloma tisti, ki potrebujejo fotoaparat za turistiko, družinsko rabo in podobno, zato bova obredla glavne znamenitosti, počakala do nočnega življenja in se sprehodila malo tudi po igriščih, da bova videla, kako se te naprave obnesejo v taki družinsko-turistični akciji. Kaj vse bova imela s seboj v fotografski torbi? Jaz sem imel dva vstopna fotoaparata DSLR, od velike dvojke Canona in Nikona. Fotoaparata sta zelo podobna, oba imata v črko D, en spredi, en zadnji, in sicer 1200D in D3200. Imata praktično enake kit objektive od 18 do 55 mm. Je pa Nikon senzorsko veliko močnejši in zato, ker ima 24 megapik, Canon pa manj. Oba imata pa velikost tipala APS-C. Za razliko od Lenarta je pa v moji torbi precej več aparatov, ker imam brezzrcalne aparate, ki zasedajo manj prostora kot ti zrcalni refleksni. Tukaj imam Olympusa EPM2, ta je iz formata mikro 4/3, s tem sta Olympus in Panasonic pred leti sploh začela ta trend brezzrcalnih aparatov. Tukaj je tipalo malo manjše kot v tistih zrcalno-refleksnih, kar tudi omogoča potem manjše objektive in tako naprej. Enako veliko tipalo ima Fujijev sistem X in sicer ima... Enako veliko kot zrcalno-refleksni. Tako, enako veliko kot zrcalno-refleksni fotoaparati ima objektiv pa Fuji. XA1, tudi velikosti APS-C, opremljen je pa z objektivom 16 do 50 mm, kar je majčkeno širše od drugih kit zoomov. In zelo podoben je tudi Sonyjev model A5000, ne reče se več tem aparatom Nex, ampak so zdaj vsi v družini Alfa. Tudi tukaj je objektiv 16 do 50, je pa palačinkast z motorčkom, tako da je še malo bolj kompakten. Tipalo je enako veliko, APS-C, in je aparat recimo malo večji od tistega Olympusa, ampak manjši od zrcalno-refleksnih. Še zelo podoben model je Sonyjev večni tekmec Samsung, ki ga v svoji dolgi zgodovini rad kopira, in sicer model NX, kar je eden od zadnjih vstopov v brezzrcalni trg. Zelo podobno tipalo, podobne zmogljivosti in pa objektiv, ki je spet nekje od 18 do 55 mm. Malo drugače se gre brezzrcalno zgodbo Nikon s svojimi aparati iz družine Nikon 1. Tukaj je model J3. Posebnost teh aparatov je to, da so manjši od konkurence, ja, tudi oblikovani malo bolj podobno z žepnim aparatom, niso toliko recimo profesionalnega, pravega fotoaparatskega izgleda, ampak bolj tako nekako modno narejeni. Imajo pa tudi najmanjše tipalo od vseh sistemskih fotoaparatov, ki jih tokrat ima pa na testu. Zato bova preizkusila, če se ta razlika med različno velikimi tipali, različno velikimi objektivi, različno tudi optično dobrimi objektivi v praksi, kaj pozna na tem sprehodu. Kje se pozna razlika v objektivih in najbolj bova pozorna na to, kje se pozna razlika pri objektivih in kje se pozna razlika pri tipalih. Pa tudi potem, kako hitro aparati delujejo, samodejno ostrenje, odzivnost in podobne stvari. Avtomatka, dinamika in podobne fotografske stvari, ki so najbolj pomembne pri vsakdanjem fotografskem delu. Tako, da najbolj da se kar odprava. Kaj sva ugotovila na sprehodu? Brezzrcalni aparati so naju presenetili. Postali so resna fotografska orodja, so hitri in odzivni, samodejno ostrenje je natančno in skoraj enako hitro kot pri zrcalno-refleksnih aparatih. Izbirniki so večinoma uporabni, ti aparati pa omogočajo več umetniške svobode kot žepni fotoaparati in kakovost fotografije visoka. Sva pa v močnem soncu pogrešala elektronsko iskalo,
ker je bilo na zaslonu težko loviti motiv. Tu je bila največja prednost zrcalno-refleksnih aparatov, saj imajo optično iskalo, ki pride prav še posebej pri resnem delu. Poleg tega ti aparati ponujajo dobro ergonomijo in dolgo trajanje baterije. Toda fotografska kakovost ni nič višja kot pri brezrcalnih aparatih. Dinamični razpon je podoben in če je še pred leti veljalo, da ne fotografska podjetja, kot sta Panasonic ali Samsung, ne obvladajo algoritmov za obdelavo signala, to zdaj ne drži več. Tudi brezrcalniki že privzeto delajo kvalitetne fotografije. Iz surovega zapisa RAW pa je sploh mogoče izvleči prav toliko kot pri DSLR-jih. RAW je tudi ena glavnih prednosti brezrcalnikov pred žepnimi aparati. Tisti z večjimi tipali pa ponujajo tudi več detajlov, kar je pomembno za večje povečave. Brezrcalniki so atraktivni predvsem zato, ker je praktično enaka tehnologija vgrajena v bistveno manjše ohišje kot pri zrcalno-refleksnih. DSLR-ji so v prednosti samo takrat, ko fotografiramo skozi kukalo. Ostrenje v živem predogledu slike na zaslonu pa je bistveno počasnejše. Tudi njihovi priloženi objektivi so optično slabši, saj proizvajalci na vse načine poskušajo zniževati ceno na konkurenčno raven. Ne blestijo pa DSLR-ji niti pri videu. Tu brezrcalni aparati ponujajo več kodekov in drugih možnosti, na koncertu pa sva boljši, mirnejši video kot zrcalno-refleksnim aparatom posnela celo z žepnikom z dolgim zoomom. V vstopnem razredu do 500 €, zato odsvetujeva nakup zrcalno-refleksnega aparata, saj so brezrcalniki bistveno atraktivnejše in bolj vsestranske naprave.